kaj pa vi tukaj? Nabirate solato? Tudi jaz. Ampak na varni razdalji bi prosila. April je pri skavtih mesec zdravja. Letos še posebej in na zelo poseben način. Ker se očitno v živo ne bomo videli, sem se odločila, da pridem k vam domov. Jaz sem Maja, sicer pa to niti ni važno, ker danes bomo skupaj nekaj dobrega skuhali. Na srečo gremo lahko še vedno iz hiše, sicer sami, in danes sem se odločila, da grem na lov za solato. Nimam kmetije, nimam niti zelenjavnega vrta, živim sred mesta, imamo pa malo neurejeno zelenico. Sicer se nam sosedje posmehujejo, ampak oni zihar ne bodo imeli toliko lepega kosila danes. Šlik, šlak. Danes bomo naredili tortilje, ker so več povabljive in več uporabne. Na taboru si vedno nekdo zmišljuje, ne maram mesa, ne jem ničesar, kar je rumeno. Prav, sestaviš si lahko točno tako tortiljo, kot hočeš. Če hočeš noter makarone, da jih noter, če hočeš sam makarone, v redu, tudi v redu. Naredili bomo, torej, najprej testo. Jaz bom danes uporabila mešanico bele in polnozrnate moke. Delala bom količine za 2 osebi, ker karantena. Na koncu videa bojo pa vse sestavine podrobno navedene še s količinami, tako da si vam ni treba sproti zapisovati. Ok? Damo še malo soli, ne preveč, sol ubija, malček premešamo in zalijemo z vročo vodo. Ne pretiravati z vodo, ker jo še vedno lahko potem dodate. Zmešamo. Ja, testo je res narejeno v 2 minutah, to je hitreje, kot bi šli do Hoferja. In še cenejše. Zdaj se bomo lotili priprave nadeva. Tega ne rabimo več. Rabimo pa pripomočke za rezanje. Zelenjavo zrežemo na majhne koščke. Zelenjava je narezana. Namenoma sem dala malo rdeče paprike posebej, zato da je ne bomo pokuhali in da bo lepo hrustala. Za ostalo imamo konzervirano zelenjavo, ker karantena je precej podobna potovalnemu taboru, tole je bolj praktično, sploh če nimamo vsak dan trgovine. Dali bomo danes tuno, lahko bi dali tudi piščanca ali pa karkoli takega. Za posip pa malo odličnega svežega peteršilčka. Por in zelenjavo bomo malo podušili. Zelenjavo popražimo, damo majčkeno olja, tole je pekoče, ker je noter feferon. Namesto pora seveda lahko damo čebulo ali pa tudi ne. Dala bom še arašide, ker jih imam in ker so mi všeč. In pustimo, da se majčkeno poduši. Ko se to malo pokuha, pretresemo v eno drugo posodo, zato ker smo leni in se nam ne da pomivati 2 oziroma parčni.
No pa da malo pospravimo. Naredili bomo še eno omakico. Precej preprosto. Zmešamo tisto smetano. Jogurt, lahko grški, lahko navaden. Začimbe. Tudi kar po želji, jaz bom dala malo karija. Če imate radi pekoče, malo pekoče paprike, kakšen feferon, poprt, definitivno, in timijan. Dodamo še malo gorčice in majčken limone. Slastno. Razvaljamo testo. Najprej ga vzamemo in ga še majčken pregnetemo, potem ga pa razdelimo na manjše koščke. Nekaj tazga bo za eno manjšo tortiljo čisto dovolj. Majčken pomokcamo površino in razvaljamo. Če se nam prijema, kar se nam, pa je v skavtski kuharici en trikec, da damo testo med dve plasti peki papirja in je tako lažje valjati. Dober trikec. Tako razvaljamo vseh 200 tortilj, odvisno koliko vas je, in jih potem spečemo na ponvi, če se da brez maščobe, drugače pa z majčken olja. Potem pečemo na vroči ponvi, na vsaki strani približno 1 minuto, oziroma dokler ni pečeno, logično. Meni se že mudi jesti. Kot sem že menila, je kar krasno to, da si lahko vsak sestav svojo tortiljo, točno tako, kot mu paše. Meni paše vse. Ne smemo pa pretiravati s zadevi. Tortilje so predvsem zelo fine za lene ljudi, ker potrebujemo samo prste. Zdaj smo pač v civilizaciji, zato uporabljam krožnik, ampak to seveda ni nujno. Če se vam ne da pomivati svoje menaške, idealno kosilo. Super je pa tudi za kakšno zimovanje, ko ste že pospravili hišo in nočete noter smetiti. Zunaj se lepo tole pripravite, pojeste in greste domov. Najprej zmolimo. Takole lično zavijemo in postrežemo svežo solatko. Dober tek!